spoštovani in dragi gledalci, v tokratnem Posavskem obzorniku bomo obširno govorili o glavnih poudarkih jubilejnih 30. sadjarskih dnevih v Artičah in o začetku razstavne sezone v Kostanjevici na Krki. Pa poglejmo. Pred dnevi so v Artičah potekali že 30. sadjarski dnevi Posavja, na katerih se že tradicionalno zberajo sadjarji iz celotne Slovenije. Beseda pa venomer teče o aktualnih težavah in izzivih na področju v zadnjih letih zelo težavne kmetijske panoge, katero vse bolj se oblikujejo vremenske ujme od spomladanskih pozeb do poletnih ekstremnih vročin in pa tudi prekomernih deževnih obdobij. Tradicionalni dogodek je vse od začetka oral ledino v sadjarski panogi na številnih področjih, bodisi od prvih poskusov namakalništva v Sloveniji do zasaditve novih sadnih vrst in novosti v načinu predelave. Takrat nismo imeli nobenih pametnih telefonov, pa vendar je bila ogromna množica ljudi, ki so bili pripravljeni in so sodelovali pri sami pripravi. Danes je zelo težko dobiti ljudi, da se vključijo v to pripravo, ni interesa in vse to je posledica stanja panoge. Tudi med vabljenimi, recimo predstavniki kmetijstva, kmetijskega ministrstva, zbornice in to je udeležba relativno skromna. Vemo, da takrat je bil generalni pokrovitelj sadjarskih dnevov je bilo ministrstvo za kmetijstvo in tako dalje in tako dalje. Danes je odnos do te panoge, ne vem, če tudi do ostalih, pač časoprimeren. Smo ponosni na te 30. sadjarske dneve, ki skupaj z Zavodom Novo mesto organiziramo. Ponosni tudi z tega vidika, ker je to neprekinjena tradicija. Razen v času korone smo eno leto počivali, drugače smo pa zmeri v kontinuiteti izvajali te sadjarske dneve. Seveda, situacija v sadjarstvu ni rožnata. Mi nimamo 7 suhih let, 7 suhih krav, ampak to traja že kar nekaj časa. Odraža se tudi v samem položaju sadjarstva, konkretno v sadjarskem društvu se je članstvo več kot prepolovilo, pa ocenjujem, da ne zaradi tega, da bi slabo delali, bili nezanimivi, ampak enostavno sadjarjev več ni, površine se zmanjšujejo. Vsako leto so neki ukrepi, ki nam še otežujejo sadjarjenje. Se pa sadjarji zavedajo, da je, tako kot pri večini ostalih panog, treba iti v korak s časom in slediti novim razvojnim dosežkom na posameznih področjih. Mi pač se zavedamo, da je znanje tisto orodje, s katerim lažje premagujemo te zadeve, da na koncu tudi od države pričakujemo, da nam gre nasproti. Mislim, da smo mogli, če bomo hoteli še imeti, ne samo sadjarstvo, kmetijstvo, tudi malo bolj poslušati en drugega, naše probleme, ne samo po neki črti zakona, tako je in nič drugačne, ampak dejansko biti mogoče malo bolj življenjski. Kar je pa žalostno, mi recimo se zavedamo, da v naslednjem kratkem obdobju bo še manj sadjarjev, ki bodo se ukvarjali s tem. To vidimo tudi po našem članstvu, precej je starejših, kjer pač še sadjarjev, koliko jim zdravje dopušča, odzad roko na srce ni nekega interesa, pa ne da bi bili mladi leni ali da se ne bi ljubilo, ampak enostavno je to panoga, ki zadeva kar veliko odrekanja in je pač tudi v veliki meri odvisna od drugih zunanjih dejavnikov. Se pa seveda zavedamo, da položaj v gospodarstvu na celi črti ni idealen, da nismo samo mi v tej zosu, če tako rečem. Vse hitrejšemu tempu življenja so se prilagodili tudi organizatorji letošnjih sadjarskih dni. Prvič imamo, da so samo enodnevni sadjarski dnevi v fizični obliki, naslednji dan imamo potem preko Zooma o malinah in ostalem jagodičevju. In to iz razloga, ker je osip in pač tudi pogled mladih je takšen, da pač pravijo sami en dan, ta dan naj bo maksimalno izkoriščen, 2 dni je že dejansko preveč, način življenja je drugačen, kot je bil pred 30 leti. Teme so pa seveda aktualne, obdelujemo vsako leto, imamo zmer kaj pestrega,
s tem, da letos bo pa potem v drugem delu pa poudarek na robotizaciji v sadjarstvu. Sadjarstvo je kmetijska panoga, ki je odvisna od vremena, saj so nasadi na prostem. Kateremu se zmeraj ne moremo zoperstaviti z raznimi ukrepi. Recimo pred 20 in več leti smo uspešno pokrili vse nasade s protitočno mrežo, večinoma vse nasade intenzivni sadjarji, kjer je bilo možno, se uvedlo namakanje. Je pa pač pozeba in podobne zadeve, če recimo v luči lanskega letnika, kjer je najprej bila na spomlad pozeba, kjer je nekje malo več naredila škode, nekje manj, pa potem tisto sadje, ki je ostalo, smo rekli, zdaj pa v redu, bomo vsaj to uspešno speljali do konca, pa je potem avgusta huda vročina udarila, po tej vročini izobilje v deževju, tako da so zdaj v hladilnicah ubadajo kar z velikim izpadom sadja. Anton Koršič, sicer eden izmed pobudnikov sadjarskih dni v Artičah, se še dobro spominja prvih srečanj. Pove nam tudi, da se je panoga skozi leta ves čas razvijala. Ravno te dni, ko sem se pripravljal na te sadjarske dneve, sem se malo zamislil in zelo se je spremenilo v teh 32 letih. Ta panoga sadjarstvo od ene najbolj perspektivnih na koncu postala v bistvu panoga, ki niti ne omogoča več normalnega preživetja. Žal je tako. Mnoge kot posledica klimatskih sprememb še dodaja. Saj vemo, da v zadnjih 12 letih praktično smo imeli eno normalno letino. Če čisto še v tem smislu nadaljujem, smo tudi lansko leto, ko smo računali, da je ena boljših letin, se je že kazalo kot nekje na meji katastrofe. Sedaj pri izskladiščenju teh produktov se pa v bistvu pojavi prava katastrofa. Bilo je zelo neugodno letino s tistimi začetnimi pomladanskimi pozevami, potem z izredno velikim številom vročih dni s temperaturami nad 30 stopinj. Sicer ni bilo nekih ekstremno vročih dni, ampak dolgo so bila ta vroča obdobja in jesen pa dež na dež in vse to se odraža v slabi obstojnosti skladiščih. Se je pa z leti spreminjal tudi nabor sadja, ki ga sadjarji pridelujejo. No, v tistem času so predelovali predvsem nasade jaglan. Bilo je tega v Posavju in govorimo o Posavju, Dolenjsko in Belo krajino. Celo to območje je bilo tam okrog 700 hektarjev. To je bila približno četrtina slovenskega sadja. Drug zanimiv podatek za tisto obdobje je pa to, da smo pridelali skoraj 40% sadja na teh površinah, govorim o jaglanah. Bilo je še nekaj breskov, ki so tudi že takrat prihajale v zaton zaradi sprememb na trgu. Hruške so tudi bile. Hruške so v bistvu bile v relativno podobnih obsegov, kot so danes. So se pa v tem času pa pojavile nove sadne vrste, predvsem jagodičevje, kot so jagode, maline, robide, borovnice in ostalo. Jagodičevje je v izrednem porastu, hvala Bogu. Zaznavajo tudi že vedno bolj eksotične sadne vrste. To so kaki, asimine in podobno. Dosti je tudi, precej se je zasadilo tudi kostanjev na našem območju. No, o lupinarjih ostalih, tako vemo, da so v izrednem porastu, tako da to je težko reči. Kar se pa tiče javlan, smo pa v bistvu zmanjšali za tretjino površine ali še več in trend zmanjševanja je vedno večji. Tako da ne vem, kako bo s tem. Tudi potrošnja, ne vem zakaj, potrošnja jabolk
tudi upada, je manjša, kot je bila pred leti. Tudi o tem bi bilo dobro razmisliti in ugotoviti, zakaj gre. Ali je na mestu vprašanje, da v bližnji prihodnosti ne bo več slovenskih jabolk? Ja, jaz srčno upam, da bomo jedli slovenska jabolka. Saj nekaj mladih je, nekaj mladih zagnanih se pojavlja. Vendar imajo popolnoma drugačen pristop, drugačno filozofijo in upam, da bojo uspeli in da bojo tudi zmagali. Moramo še imeti slovenska jabolka, saj to je naš tradicionalni sadež. Res pa je, da jih treba prilagoditi novim vremenskim razmeram, ki so bistveno spremenjene. Ne bomo rekli, da smo jih mi, da so jih krave te spremembe povzročile. Ampak to je redna kontinuiteta sprememb vremena, ki se v zgodovini dogaja že stoletja in tisočletja. Po besedah Urške Cvelbar iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Zavoda Novo mesto je v panogi najbolj zaskrbljujoč upad pridelave jabolk v celotni Sloveniji. V 11 letih so se zmanjšali kar za 577 hektarov. Če to pogledamo recimo v primerjavi vseh ostalih oziroma kompletnega sadjarstva, so jablane 2014 zavzemale 62% površin vseh sadjarskih, v letošnjem oziroma letu 2024 pa samo še 42%. Se pravi, za 20% v kompletnih površinah so se zmanjšale jablane. Zmanjšale so se tudi hektarji breskev in pa nektarin, medtem ko se v zadnjih časih zelo povečujejo hektarji orehov, leske, potem recimo aktinidije, aronija je tudi ena taka vrsta, ki raste. V zadnjih letih se tako pri nas povečuje število pridelovalcev sadja in zelenjave, ki pa obdelujejo manjše površine kot nekoč. Podoben trend velja tudi za Posavje. Sicer imamo tukaj enega velikega igralca, to je Eurosat, in pa tudi on, kot vsi ostali, so šli v diversifikacijo, se pravi, da nimajo samo jabolke, ampak da lahko preživijo, imajo tudi neke zelenjave, jagod, se pravi več sadnih vrst in pa tudi zelenjavo. Za spremembe v pridelavi, tako Cvelbar, pa niso krive zgolj vremenske razmere. Jaz mislim, da je težava v tem, da ni delovne sile. Problem je v tem, da recimo ena jablana, preden pride do rodnosti, rabi 3-4 leta, rabiš protitočne mreže, namakanje, oroševanje in so stroški ekstremno veliki napram vsem ostalim sadnim vrstam. In se mi zdi, da v zadnjih letih je najbolj nastradala ravno jablana. Jernej Križančič, bodoči mladi prevzemnik kmetije, nam pojasni razloge, zakaj je trenutno stanje v sadjarski panogi dokaj zaskrbljujoče. Z sadjarstvom se ukvarjamo približno od 90. leta. Kot mlad sadjar, ki sem od otroštva vpet v sadovnjake, se trenutno študent agronomije, lahko rečem, da je bilo vedno zelo zanimivo v sadjarstvu. Če se spomnim najlepših otroških poletnih dni, ko je bila za večino sadjarjev problem toča, je to nekako večina sadjarjev rešila, postavila protitočne sisteme. Kmalu zatem so prihajale spomladanske pozebe, ki pa so jih nekako sadjarji z določenimi tehnološkimi ukrepi in prilagajanji umilili, tako da vsako leto lahko pričakujemo neki pridelek. Trenutno pa lahko rečem, da največje probleme predstavljajo na primer marmorirana smrdljivka in pa zakonodaja omejevanja FFS-jev, tako da prihajajo težave pri skladiščenju. Tiste redne bolezni poleti, kot so škrlup in dobro poznane, nekako še omilimo. V skladišču pa na to v zimskih mesecih, januar, februar, prihaja do velikih težav. In tukaj bi trebalo marsikaj spremeniti. Marmorirana smrdljivka, ki pa je zadnje 2-3 leta zelo prizadela sadjarje, pa se nekako še rešuje, zato zelo pozdravljam takšne dneve, kot so danes, sadjarski dnevi, da se sadjarji pogovorimo, zvemo nekaj novega o teh rešitvah. Eden ključnih problemov je manjša prodaja sadja, še dodaja. Prodaja sadja vemo, da je praktično na minimumu. Vsak kmet se mora po svoje truditi, iskati neke rešitve nove. Največ pripomore verjetno prodaja na domu. Tistim, ki to uspe,
vejo, koliko so mogli truda v to vložiti, da so pridobili stranke, da jim stranke zaupajo. Vsaka stranka mora biti cenjena. V Artičah so na letošnjem srečanju predstavili tudi projekt EIP Pozeba, ki vključuje tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka v sadovnjakih pred negativnimi vplivi pozebe. Gre za inovativno partnerstvo, kjer je vključena biotehnična fakulteta, svetovalci in pa kmetijska gospodarstva. Glede na to, da so se pozebe pač v zadnjih letih pojavljale ena za drugo, smo pač šli v to, da pomagamo v rastlini s tem, da jo krepimo in pač s pomočjo biostimulatorjev, se pravi mangana, cinka, se pravi vseh teh mikroelementov, makroelementov, silicija, pomagamo rastlini, da se bori proti pozebnim dogodkom sama. Zaenkrat nam je to uspelo, ne moreš ti samo zadnji dan pred pozebo tretirati, ne moreš pričakovati potem rezultatov, ampak če ti krepiš rastlino skozi celotno vegetacijo z vsemi temi mikroelementi in makroelementi, biostimulatorji in giberelini, potem rastlina pride do tega, da je pač odporna sama. Projekt EIP Pozeba bo potekal 3 leta, tako da ga zaključujemo v letu 2025. Prvo leto smo začeli seveda po odobritvi projekta v maju, tako da smo dejansko zamudili prvo pozebo, kar se tiče projekta. V naslednjem letu, to se pravi v lanskem letu, pa seveda smo že lahko nastavili tudi nekatere demonstracijske poskuse, kaj uporabiti, kako se boriti proti tem nizkim temperaturam, spremenjenim podnebnim spremembam. Tako da bomo do maja izdali tudi tehnološka navodila z vsemi ukrepi, kaj se lahko uporabi z razlago za uporabnike. V projekt so vključeni 3 ključni deležniki. Na eni strani so to kmetje, na drugi strani je svetovalna služba, na tretji strani pa izobraževalne inštitucije, ki potem svoje znanje preko svetovalne službe prenašajo tudi do kmetov. Tako da tudi tukaj imamo projektne partnerje iz večjih regij, tako iz Posavja, Gorenjske kot tudi iz Štajerske na strani kmetov in pa tudi svetovalna služba z Dolenjske in Štajerske. Dosedanji izsledki so spodbudni. Kar nekaj bom rekla, imamo stvari, ki jih lahko vzamemo v roke, nikakor pa nismo nikoli sigurni, da bomo 100% lahko se borili proti pozebi, kajti ne vemo, kako nizko se nam bodo spustile temperature. Ne. Tam do -4, -5 lahko uspešno kljubujemo nizkim temperaturam, potem ko se pa spustijo temperature na -8, -9 ali celo -10 in več, ne, takrat smo pa žal tudi z vsemi ukrepi nemočni. Ne. Boljši rezultati se kažejo pri pečkatem sadju kot pri koščičastem, kjer je učinek nekoliko skromnejši. Čeprav tudi pri koščičarji gre, ne vedno, ne gre, ni popolnoma enako, zaradi tega, ker tudi je odvisno, v kateri fenofazi pride do pozebe. Zdaj, če pride med cvetenjem, imamo več možnosti, da pride potem tudi do regeneracije. Če sadno rastlino prej pripravimo na te stresne dejavnike, na stres, potem imamo večjo možnost. Če pa se nam to zgodi, tako kot se nam je v lanskem letu, da je bila pozeba pri debelini plodičev, 10-15 mm pri jablani, pri marelci so bile marelce tudi 10 in več milimetrov. Ne. V takšni fenofazi je pa potem pri koščičarji veliko težje to obdržati ta pridelek, ker enostavno pride do pokanja celic, ne, in pokanja plodov in takšni plodovi potem odpadejo, ko zmrzne voda dejansko v plodovu. Možnih je več ukrepov. Že najprej je treba razmišljati že pred samo postavitvijo nasada, kam bomo ta nasad postavili, da izbiramo lege, ki niso tako izpostavljene tem spomladanskim pozebam. Ne. Čeprav se nam je v preteklih letih pokazalo tudi, da na najboljših sadjarskih legah je prišlo do pozebe mogoče
koliko slabših, pa mogoče manj, ne. Tudi to smo že doživeli, ne, ker ni šlo za klasično spomladansko pozebo, ampak do hladnega polarnega zraka iz severa, ne. Tako da to je tista že, bom rekla, ta prva preventiva, ker tiste aktivne stvari, aktivne metode, ki jih pa lahko uporabimo, je pa seveda oroševanje, če imamo oroševalni sistem, če imamo možnost zagotoviti dovolj vode, kajti med oroševanjem nam ne sme zmanjkati vode, ker to pomeni potem 100% pozebo. Tako da tukaj smo, imamo omejene možnosti, potem je seveda kakšno dimljenje, kurjenje bal, potem so vetrnice, potem imamo naprave, ki jih vozimo, tako imenovane boosterje, ki jih vozimo po nasadu in dejansko pihajo topel zrak in na ta način segrevamo ozračje v nasadu, da ne pridemo do tako nizkih temperatur. Kot rešitev se lahko uporabijo tudi biostimulatorji na osnovi alg in aminokislin, katerih jih uporabljamo ponavadi pred napovedanimi nizkimi temperaturami vsaj 2 dni, pred napovedanimi nizkimi temperaturami, da rastlino pripravimo na te nizke temperature. In ko je rastlina pripravljena na te nizke temperature, tudi kasneje pride do poškodb posameznih celic, to se pravi, kasneje pride do zamrzovanja vode v samih celicah in regeneracija potem je veliko lažja in uspešnejša. V Kostanjeviški galeriji Božidar Jakac so ob slovenskem kulturnem prazniku na ogled tradicionalno postavili novo, tokrat že 19. postavitev likovnih del v Borčičevem grafičnem kabinetu. Z odlično obiskanim odprtjem so v eni najpomembnejših umetnostnih ustanov pri nas tudi uradno vstopili v letošnjo razstavno sezono. To v uvodnih mesecih še zaznamuje lani odprta velika mednarodna razstava z naslovom Odmaknjeni pogled. Nova stvarnost in realizmi v srednji Evropi. Ja, lanska sezona je prav gotovo prinesla enega od vrhuncev galerije Božidar Jakac v teh 50 letih obstoja. Namreč na nek način smo lani novembra smo odprli razstavo Odmaknjeni pogled, decembra pa obeležili to 50-letnico začetka delovanja galerije Božidar Jakac, ki pa je za prvo leto bila na nek način poskusna in je potem v letošnjem letu decembra pa bo tisti datum, ko je galerija začela pravnomočno pravzaprav delovati, zato bomo celo leto posvetili 50-letnici galerije. In v prvem tromesečju bo prav gotovo fokus še vedno na razstavi Odmaknjeni pogled, ob kateri pripravljamo veliko obrazstavnih dejavnosti. Po zaprtju izjemne razstave Odmaknjeni pogled bosta v velikem razstavišču v nadaljevanju na ogled še 2 razstavi. Prva bo na nek način pregledna razstava del Iva Prančiča, pomembnega slovenskega slikarja, ki bo letos prav gotovo naredil en niz razstav po Sloveniji. Pri nas se bo predstavil s svojimi slikarskimi velikimi platni v Narodni galeriji v Ljubljani z risbami in pa v Galeriji Bažato v Ljubljani, ki ga zastopa z najnovejšimi deli. Po retrospektivni razstavi Iva Prančiča bo od septembra v velikem razstavišču na ogled vrhunec letošnje razstavne sezone. Razstava, ki bo obeležila naš 50-letnico obstoja in se bo seveda fokusirala na zbirko Gorjupove galerije, ki pa je na nek način predhodnica in seveda kar precej starejša kot 50 let, torej zbirko, ki jo je Lado Smrekar začel tvoriti v nekdanji osnovni šoli in se zbirka seveda potem vsa ta leta do sedaj nadgrajuje. Velika je približno že 2500 kosov in poskušali bomo narediti neko vsebinsko razstavo iz te zbirke in predstaviti tista najpomembnejša dela, ki jih zbirka hrani. Prav gotovo jih je preveč za eno razstavišče, ampak mislim, da bomo naredili en uspešen projekt, ki pa ga bomo poskušali aktualizirati tudi skozi stalne zbirke, namreč vsaki od stalnih zbirk bomo z intervencijo, niti ne nujno likovno, vizualno, lahko tudi glasbeno, plesno, poskušali aktualizirati stalne zbirke z sodobno umetnostjo.
Za obiskovalce in ljubitelje umetnosti bodo nedvomno zanimive tudi občasne razstave v ostalih razstaviščih. V nekdanji samostanski cerkvi bo najprej razstavljala Polonija Simon, po rodu Brežičanka, trenutno živeča v Ljubljani, in pa Dušan Fišer, kipar in slikar iz Ptuja. V Lapodarju bomo pa gostili dve umetnici, pravzaprav nekako sta obe iz Srbije. Sicer Ana Vrtačnik, mlada umetnica, je po rodu iz Brežic, živi pa zdaj v Novem Sadu in je tam tudi profesorica na akademiji. In pa Vesna Perunović, ki je pa iz Beograda, pa živi v Kanadi že vrsto let. To razstavo bomo delali v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti iz Beograda. Poseben pečat letošnjemu razstavnemu programu bo pridodala tudi izvedba jubilejnega 30. mednarodnega kiparskega simpozija Forma Viva, ki velja za eno največjih in najpomembnejših manifestacij na področju vizualne umetnosti v Sloveniji in najstarejši še delujoči kiparski simpozij na svetu. Letos bomo sledili trendu, ki smo ga nekako začeli pred dvema sezonama, ko smo nekako enakovredno skrb posvetili tako ohranjanju skulptur v parku in pa novo nastalim skulpturam, tako da bomo tudi letos povabili, zdaj že vemo, da dve umetnici, dve kiparki iz Slovenije, iz Hrvaške, in pa seveda naš restaurator se bo posvetil delom. Načrt je, da obnovimo skulpturo Dušana Tršarja, ki je na nek način domačin, častni meščan občine Kostanjevica na Krki in si ob življenjskem jubileju to se vsekakor zasluži. V jubilejnem 50. letu delovanja največje slovenske muzejsko-galerijske ustanove bodo nemara že stekla tudi obsežna gradbena dela v severozahodnem traktu nekdanjega cistercijanskega samostana. Prenova je pravzaprav že v teku, vendar seveda sedaj v fazi urejanja kompletne dokumentacije. Zdaj v prvi polovici leta sledijo še določena preverjanja na ustreznih ministrstvih, ki skrbijo za kohezijska sredstva oziroma za projekte obnove kulturne dediščine za potrebe promocije naravne dediščine, Nature 2000, skozi kateri projekt gre obnova. In pričakujemo, da bo najverjetneje v letošnjem letu že javni natečaj, da bodo zbrani izvajalci in da se bo mogoče že letos začelo s kakšnimi rušitvenimi deli ali pa najkasneje v začetku naslednjega leta, kajti do leta 2027 bi naj zadeva bila končana. Gradbeni posegi, s katerimi bodo v galeriji pridobili dodatnih 1000 kvadratnih metrov uporabnih površin, so ocenjeni na 2,8 milijona evrov. Gre za del, ki je pod tem novim razstaviščem, torej 2-3 prostori bojo obnovljeni, neka informacijska točka se bo na novo odprla, nek garderobni del ali pa nek prostor, kjer bodo lahko šole se pripravile na neke dejavnosti, ki jih naša galerija, muzej nudita. Eden od prostorov, večnamenskih, predavalnic, razstavni prostor, tako naprej, en projekcijski prostor in pa seveda tisto, kar pa že vrsto let govorimo, hiša bo dobila dvigalo. S čimer bodo v galeriji specializirani za slovensko likovno umetnost med obema svetovnima vojnama dostop do stalnih in občasnih razstav torej omogočili tudi gibalno oviranim. Hvala, ker ste se družili z nami. Naj vas vse poti tudi čez 14 dni ponovno vodijo k nam v Posavski obzornik.